Dobrodošli nazaj v naši družbi. Gostimno javni zavod Cene Štupar, ki s številnimi programi skrbi za izobraževanje odraslih. Danes predstavljajo projekt Korak. Kompetenca za razvoj kariere 2018-2022. Z njim bomo ciljni skupini starejših 45+ in manj izobraženim do 5. stopnje izobrazbe, zaposlenih in brezposelnih izboljšali temeljne in poklicne kompetence na različnih področjih, kjer odrasli sami ali njihovi delodajalci zaznavajo priložnosti za razvoj. Projekt predvideva vsebine učenja tujih jezikov, mehkih veščin, kot so komunikacija na delovnem mestu, preprečevanje konfliktov, obvladovanje stresa, zdravja na delovnem mestu, nadgradnje digitalnih kompetenc in tako naprej. Z nami je pa Dragica Glažar, vodja projekta. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Nam boste za začetek morda povedali namen, cilj projekta, kaj projekt Korak sploh je? Dejansko gre za projekt, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Mi smo eden od konzorcijev, se pravi Cene Štupar, jih je pa razporejenih kar nekaj po celi Sloveniji, in sicer vse ljudske univerze. A to so vaši partnerji? Ne, to so drugi konzorciji. Naši partnerji pa so še, se pravi, mi smo vodilni partner, potem pa naši partnerji v osrednje slovenski regiji pa so še Srednja ekonomska šola, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Mikrotim in Geos Litija. V osrednje slovenski regiji pa je potem še en konzorcij, ki ga pa vodi spet CDI Univerzum. Imenitno. Komu je pa projekt potem namenjen? Dejansko je projekt namenjen, kot ste že povedali, starejšim 45+ in manj izobraženim za pridobitev teh temeljnih kompetenc ali pa tudi poklicnih kompetenc, za dejansko, da si lahko tudi v starejših letih pridobijo te temeljne kompetence, ki so potrebne za vsakdanje življenje in za delo, da so potem lahko tudi konkurenčni. Se pravi, bodi si brezposelni, da so bolj konkurenčni na trgu dela, oziroma zaposleni, da ohranjajo delovna mesta. Tako ne, starejši pa, da lahko so v teku s časom, točno tako, da se prilagajajo novim tehnologijam in novim načinom dela, ki obstaja. Katere programe boste pa izvajali v letošnjem letu? Izvajamo, zdaj sicer malo korone, se pravi, smo malo ustavili oziroma smo malo zamrznili z izvajanjem, sedaj pa že kar naprej poteka, se pravi, izvajamo po podjetjih, izvajamo različne programe mehkih veščin, to so komunikacija na delovnem mestu, preprečevanje konfliktov, tukaj tudi različna orodja uporabljamo, od SDI-ja do raznih orodij. Se pravi, prepričevanje konfliktov, zdravja na delovnem mestu je zelo popularno tudi, se pravi, kako vzpostaviti ne samo tisto, kar je zakonska podlaga, ampak za 45+ vemo, čedalje več je bolniških in podobno, se pravi, kako ohranjati ta zdrav življenjski slog, tudi pri starejših, ne vem, pri pisarniškem delu, kar kjerkoli pač so potrebe. Se pravi, dejansko gre za različne vsebine, včasih so tudi kombinacija, malo komunikacije, zdravje na delovnem mestu, potem vzpostavitev mentorskega sistema, to je tudi zelo aktualno pri delodajalcih. Se pravi, lahko rečemo, da je v bistvu zelo svež način dela, ki se sproti dopolnjuje, za vsakogar se nekaj najde. Da bodo ostali vitalni v vseh pogledih, ne samo v zdravju, ampak tudi komunikaciji. Komunikacija, jeziki, se pravi, odvisno od potreb, jeziki, nadgradnja računalniških kompetenc in podobno. Katera podjetja pa lahko koristijo vaše storitve v okviru projekta? Dejansko vsa. Vsa podjetja, ki zaposlujejo, se pravi, starejše zaposlene. Moramo imeti starejše zaposlene. Tako, se pravi, vse 45+, drugače pa vse, od proizvodnih podjetij do storitvenih, čisto vse podjetja. Tudi tiste, ki nimajo, kajti pogoj za dejansko pristop za izvedbo skupine je, da jih je vsaj 15,
oziroma vsaj 12 do 15 tukaj imamo. Tudi podjetja, ki nimajo toliko zaposlenih, pa se lahko priključijo katerim drugim. Tako, ne, se pravi, vi morate skupino sestaviti iz 15 sodelujočih, ne, pa lahko prijete po 2 iz tega DOO-ja, eden iz enega SP-ja, pa potem še iz DD-ja, tako da se dopolni. Ne. Imate pa skupine tudi posebej samo za eno podjetje, če imajo toliko zaposlenih. Večino imamo po podjetjih, tam, kjer imajo toliko zaposlenih, imamo pri njih, lahko pa tudi pri nas organiziramo. Ja, se mi zdi skoraj prednost, če je organizirano pri vas, da se srečajo še z drugimi, morda iz drugačnih podjetij, ne, da se malo vidi, kako se pa tam dopolnjujejo, ne, se še med sabo lahko malo zmrežijo. Tudi so to dobre prakse, tudi na ta način, ampak večinoma pa po podjetjih želijo, ker pač recimo komunikacija, konflikti, je pa tudi fajn, da je potem znotraj tistega tima, da dejansko prihaja dejansko do razlogov. Kako pa izvajate programe potem v samih podjetjih? To pridete prav na podjetje, v sejno dvorano ali kakšno podobno dvoranico za dovolj ljudi, prostora, in potem se začne. Tako, oziroma začne se že prej. Začne se s kadrovsko službo in sicer to sta dejansko 2 projekta. To, kar sedaj predstavljam, se pravi izvedba teh programov, predhodno pa že sodelujemo s podjetji v okviru projekta Svetovanje, kjer pa dejansko mi se z vsakim posameznikom, ki se bo vključil tudi potem v nadaljevanje, mora biti, se mi usedemo svetovalci in potem tudi pregledamo, se pravi njegove izobraževalne možnosti, se pravi kje je, kaj bi želel, na katerih področjih bi se želel izobraževati in ga na tej podlagi potem tudi vključimo skupaj z kadrovsko, se potem še enkrat zmenimo, v katere programe dejansko bi posameznika vključili. Obvestili, ne. Tako se ne izbirajo samo sami, ne, se posvetujejo s kadrovniki. Tako, absolutno. Tako. Se pravi, če smo mi v podjetju, se pravi, se najprej pogovorimo z kadrovsko službo, na katerih področjih bi, potem pa seveda tudi preverimo pri posamezniku, ali to vrstna znanja potrebuje, ali je pripravljen vključiti, kajti v izobraževanju odraslih je zmerom prvo načelo, se pravi potrebe posameznika. Če so, se pravi, te potrebe, če on izkazuje, potem seveda sledi vključitev. Ja, na začetku ne more biti seveda želja, ne, po dodatnem izobraževanju, tako, ne, zdaj siliti nobenega ne moramo pri teh letih. Ampak je odziv dober, se zaposleni odzivajo tako kot podjetja? Absolutno. Mi imamo dejansko potreb več, kot imamo programov, kajti vemo, vsa sredstva, evropska sredstva so omejena, mi v našem konzorciju vključimo približno 2000 udeležencev, ampak seveda potreb v osrednje slovenski regiji in še toliko drug konzorcijski partner, vendar potreb v osrednje slovenski regiji je bistveno več, tako da dejansko potem tudi pri podjetjih moramo nekako omejiti, kajti ponavadi so zelo dobre prakse in ko se enkrat vključijo, ko vidijo, da dejansko to ni neko spet šolanje, kot je bilo to v srednji šoli, najprej so mogoče malo zadržki, joj, spet šolo nekaj, ampak ko to vidijo, da dejansko to izhaja vse iz prakse, potem dejansko se samo sproži ta moment, zdaj bi pa jaz še naprej se še nadgradil, bodi si v tem področju, komunikacija, to ali pa mogoče pri jezikih ali pri računalništvu in tako naprej. Tako da to je samo spirala, ki se potem začne vrteti. Jim da to še dodaten zagon? Absolutno. Za še kakšen hobi zaštartati, ali še kakšno drugo veščino se naučiti? Se naučiti, morda. Imate tudi veliko tečajev na cene štuparju, jih lahko še v kakšno drugo smer usmerite. Tako, jih potem usmerimo, recimo večgeneracijski center in podobno. Se pravi, vaš konzorcij v projektu Korak izobražujete dodatno v bistvu 2000 ljudi. To pa imate, koliko imate pa iz profesorjev na ta način, vodji tečajev? To pa vam zdaj tako točno ne morem povedati, ker je pač odvisno od tega,
katera podjetja želijo katero vrsto programov, bodi si za komunikacijo, za jezike. Priredite posebej na želje podjetja. Na želje podjetja. Tam, kjer so potrebe podjetij in potrebe posledično zaposlenih v podjetjih, na tej podlagi potem tudi organiziramo. Bodi si je to jezik, ali je to komunikacija, lahko je računalništvo, lahko je, imamo potem tudi za te postopke za upravni postopek oziroma izpite in tako naprej, tako da različne vsebine. Zdaj, ko imate to na podjetjih, pride kdaj tudi direktor v razred, tako rekoč podjetja, kot kakor ravnatelj včasih pride v šoli v razred? Ponavadi delamo tako, da vodje niso vključene v sam program, kajti tako je potem tudi se najbolj da so malo bolj sproščeni in tako. Absolutno je pa priporočljivo, da je dejansko podjetje oziroma direktor, kadrovska, karkoli, da pridejo, da pozdravijo, da potem tudi zaposleni vidijo, da to delajo nekaj, kar je v skladu z kadrovsko politiko. Kar vodstvo odobrava. Tako. Tako v bistvu tudi še spodbuja. Spodbuja, tako da so še bolj angažirani. Da so še bolj angažirani, še dodatno sodelovanje. Se pravi, na podjetje vi skupine omejujete tja do 15 ljudi, nekje ste rekli, ampak imate pa tudi več skupin na podjetju. Več skupin, tako lahko, pa ker je to večletni projekt, potem lahko tudi pač gradimo neko zgodbo s podjetji dolgoročno. Tako da morda eno leto se vključi v en program, pa potem drugo leto spet in tako naprej. Tako da gradimo ta dolgoročno zgodbo. Tako da čaka projekt Korak potem takem še lepa prihodnost, lahko rečemo. Ali vsaj morala bi čakati, ker je še veliko potrebe, kot ste že rekli, po dodatnem izobraževanju starejših. Zelo zanimivo in me veseli, da tako dobro poteka. Mi bomo na hitro skočili v oglase, potem se pa zopet skupaj gledamo, prej pa seveda še promet z našo Moniko in se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pa jesena. Na eno stranico letov urežemo utor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letov urezkamo utor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zagozdil vozel. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. In smo že nazaj. Ja, kmalu se vračamo nazaj k pogovoru, ki ga ima Luka in njegova gostja. Predtem pa gremo si pogledati še enkrat, kakšno bo vreme Monika. Ali bo zdržalo to nebo, ali se bo ulilo, kaj se bo zgodilo?
Pozdravljena. Izgleda, da je v centru kar hladno glede na tvojo jopico oziroma jaknico. Ja, si še nisem uspela dati dol, ker je prav prijetno mi tako. No, najprej si poglejmo, kaj nas čaka danes in jutri. Torej, danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature pa se bodo gibale okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo bolj oblačno, čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, zapihal bo tudi veter južnih smeri. Temperature zjutraj bodo od 10 stopinj, dnevne pa do 24 stopinj Celzija. Če pogledamo vreme še za prihodnje dni, v sredo in četrtek bo v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, občasno bo tudi deževalo, okrepil pa se bo tudi jugozahodnik. Temperature v sredo se bodo gibale od 7 do 24 stopinj, četrtkove pa od 10 do 26 stopinj Celzija. Jesen nas je za kak dan prehitela, Ja. Zdaj, ko si govorila, te jutranje temperature je 7, 10. Nisem še pripravljena spustiti poletja iz roka. Ja, ne, enako. Mislim, da nam ne preostane drugega. Ja, mogli pa bomo, tako je. Zmerjeno, potem pa bomo bolj uživali čez dan, ko bo malce bolj toplo, tudi do 24-22 stopinj. Ja, tudi do 24. Krasno. V redu, hvala Monika. Se slišimo še kasneje z aktualnimi novicami, pa še nekaj s prometom in vremenom, ne? Ja, res je, vi pa uživajte v centru. Hvala. Ja, tako ne bom prav nič predolgo govorila. Luka ima gostjo Dragico Glažar, ki pa je vodja projekta Korak. Tako da kar prepustimo Lukatu, da predela to, kar je treba za predelati. Hvala lepa Tina in hvala lepa Monika za vreme in se veste, kaj pravijo. Če poletje nosiš v srcu, ti je vedno toplo. No, jaz si pa pomagam še s smučarskim spodnjim perilom, potem ko je res mraz. Ampak kot pa že rečeno, moja gosta je Dragica Glažar iz centra Cene Štupar s projektom Korak, kjer izobražujejo starejše 45 plus po podjetjih, kjer je to potrebno. Dragica, dobrodošli nazaj v naši družbi. Ne, no sej nikamor niste šla. To je res, vidva skupaj. Pa če kar nadaljujeva, katere so zdaj bistvene značilnosti programov, ki jih izvajate po podjetjih z vašim konzorcijom? Kot sem že omenila, je dejansko v podjetjih, se pravi, vstopamo v kontakt z njimi tako, da oni povejo njihove potrebe. In dejansko delamo tailor-made programe. To je bistvena značilnost teh programov, se pravi, dejansko se osredotočimo na potrebe in potrebe zaposlenih v podjetjih in potem skupaj s kadrovsko službo, ponavadi smo to v predhodnih, v okviru drugega projekta, svetovanje, kjer dejansko se pogovorimo z samimi posamezniki, oziroma vkolikor so potrebe, uporabljamo tudi različna orodja, kot so motivator, kjer ugotavljamo dejansko karierna sidra, zaposlenih in potem tudi postali smo tudi lokalna točka SVOS, to je dejansko za merjenje temeljnih kompetenc, ocenjevanje temeljnih kompetenc zaposlenih, se pravi, odvisno od potreb podjetja, vključimo tudi to vrstna orodja, potem na tej podlagi in na podlagi pogovorov z zaposlenimi se jih potem dejansko usmerimo oziroma vključimo v njim najbolj primerno izobraževanje. Tako da temeljna značilnost je res to, da se prilagodimo potrebam in oblikujemo to vrstne programe, ki zadostujejo potrebam tako podjetjem kot zaposlenim. Torej je res po meri krojeno. Tako za podjetje kot za zaposlenega. In potem še ena bistvena značilnost pa je to, da potem se pravi, da so same vsebine zelo prilagojene na situacije, ki se dogajajo v podjetju, če je to komunikacija, se pravi, zakaj prihaja do konfliktov na konkretnih primerih. Potem v enem podjetju smo imeli kako vzpostavitev mentorskega sistema, se pravi, kakšne značilnosti mora mentor imeti, sploh za te 45 plus, kako je bistveno pomen, da so oni potem postajajo mentorji mlajšim, se pravi, da so tudi oni nekaj dosegli v življenju, da potem postanejo mentorji in potem na konkretnih primerih dejansko izvajamo to vrstne programe. In potem, kar je še bistvena značilnost, da to
vse prenašamo v prakso. Se pravi, ni samo, da je to enkratna izvedba, potem pa je konc, ampak je zastavljeno tako, bodi si, če gre za jezike, bodi si za komunikacijo, bodi si za računalništvo, karkoli, da potem to zaposleni uporabljajo v praksi. Se pravi, da to ni enkratno dejanje oziroma, ampak da potem to uporabljajo pri delovnem procesu. Ne učite znanj, ne, ki ne bi bila uporabna in praktična. Vendar nekaj, kar bodo lahko nemudoma začeli uporabljati in s tem tudi izboljšali svoj delovni proces in na dolgi rok tudi v proizvodnji. Se bo dvignila delavnost v podjetju. Ker, kaj bi lahko pa rekli, kaj po vključitvi v program pridobi odrasli in kaj delodajalec? Se pravi, kaj dobi zaposleni in kaj delodajalec? Delodajalci dejansko, da se, kot sem rekla, da se glede na njihove potrebe vpeljujejo tiste rešitve, ki jih v tem trenutku pač delodajalci potrebujejo. Zaposleni pa dejansko pridobivajo tako temeljne kot poklicne kompetence, da so bolj konkurenčni, da so v koraku s časom, da dejansko so potem lahko kos, bom rekla, tudi nalogam od mladih in podobno. Tako novim izzivom. Tako. Si predstavljam, da marsikateri mentor je v bistvu mlajši od potem teh mentorirancev. Od teh mentorirancev, absolutno. Poznajo tudi obratno mentorstvo, se pravi mladi starejšim in starejši mladim. Tako da potem so dejansko to lahko potem tudi ta medgeneracijski moment oziroma ta medgeneracijsko sodelovanje je zelo, zelo povpraševanje v teh programih in bistvena značilnost teh programov. Kje vse pa izvajate programe? Se pravi, vi pridete na podjetje, lahko pa podjetje pride tudi k vam? Tako, se pravi, po celi osrednje slovenski regiji lahko izvajamo pri njih, lahko pa, če se pravi, podjetje nima prostorov, pa lahko to izvajamo tudi pri nas. V naših prostorih. Mi smo se sedaj preselili, Cene Štupar, na Šmartinsko 134a, kjer dejansko imamo zelo lepe prostore, moderne, z moderno tehnologijo, tako da so res... Dovolj prostora za vse. Se najde. Le uskladiti se je treba prej, kaj ne? Absolutno. To je pa, se pravi, delodajalčeva dejansko obremenitev je le to, da se uskladi. Se pravi, nekaj mora z nami predhodno, se pravi, čas. Čas je tisto, da se uskladi, finančno je pa seveda vse brezplačno. Tako. Ker financira to. Res se vidi, sklepam, da rade volje se izobražujejo. Starejši. Zelo rade volje. Ni to več prisilna šola, tako, se moram pa nekaj izobraževati. Je tukaj želja. Točno tako. In Evropska unija z Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki sta financerja tega projekta, dejansko sta namenila ta sredstva za starejše 45+, kajti za njih se ponavadi najmanj vlaga v izobraževanje in podobno, je pa tudi potrebno. Kajti vsa, bom rekla, tudi študije dokazujejo, da te temeljne spretnosti pri zaposlenih vplivajo na uspešnost podjetja. Če imajo razvite te temeljne, od komunikacijske, besedilne, matematične, računalniške spretnosti, bolj ko so zaposleni, imajo te temeljne, potem bo tudi bolj uspešno podjetje. Več samozavesti pol. Absolutno. Ker včasih se mi zdi, da se lahko starejši, ko prihajajo vse te nove tehnologije, nove prijemi, počutijo malce zapostavljene v svojih znanosti in potem je včasih človeka tudi malo sram, kdaj se kam vključiti. In to jim pa potem daje neko novo samozavest in tudi nastopajo potem bolj odločno, si predstavljam. Prav imate. Ravno to je tisti srž. Zaposleni, starejši zaposleni imajo ogromno znanja. Ogromno znanja, lahko so mentorji mlajšim in podobno, ampak prav zaradi teh, ker imajo manko teh IKT tehnologij ali pa se malo težje znajdejo v tehnološko bogatih okolji, lahko pride do te izgube samozavesti in to je lahko zelo, zelo slabo za podjetje, za samega zaposlenega, ki se počuti in
s temi programi mi ravno želimo to dejansko preprečiti oziroma da si nadgradijo te temeljne spretnosti, da lahko potem spet v polnosti zaživijo oziroma na delovnem procesu izživijo tisto, kar dejansko znajo. Imenitno. Kako lahko posamezniki ali podjetja pridejo v stik z vami, če bi želeli sodelovati? Absolutno nas lahko kontaktirajo, se pravi, kontaktirajo na Cene Štupar. Sedaj, kot sem rekla, smo se preselili na Šmartinsko 134a. To je v bistvu lahko samo začetek sodelovanja, kajti mi potem nadgrajujemo še sodelovanje s podjetji v okviru drugega programa, ki se tudi imenuje Korak, kjer pa dejansko tudi lahko vzpostavljamo od mentorskega sistema do priprave strategij, od orodij, motivator, 360 stopinj in tako naprej, tako da dejansko potem lahko zgradimo eno dolgoročno zgodbo s podjetji in tako vključujemo mlade in starejše, medgeneracijsko sodelovanje in različne programe. Tako in tako bomo kot družba bolj povezani in skupaj lahko rasli. Ne? Pa da nam ni nerodno. Ne? Včasih je ljudem nerodno in tako lahko vsi prebijemo to nerodnost, da smo bolj pristopni do tega, kar počnemo. Še za na konec na hitro, kaj bi priporočali posameznikom starejših od 45 let in kaj delodajalcom? Kar obojem bi skupaj kar pogumno. Včasih je morda narediti tisti prvi korak, pa zakaj bom se jaz spet izobraževal, ampak pogumno. Naše izkušnje kažejo, da vsi, ki so začeli, se je samo to spirala obrnila in dejansko so sedaj vključeni v to vseživljenjsko učenje, kajti to je dejansko tudi temelj, da potem mi lahko funkcioniramo v vsakdanjem življenju za osebnostno rast, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in za konec koncev za boljše odnose na delovnem mestu. Dragica, hvala lepa. Cenjeno občinstvo, slišali ste iz prve roke, z mano je bila Dragica Glažar, vodja projekta Korak iz Zavoda Cene Štupar, ki poskrbi za to, da smo vsi lahko aktivni in dobri na svojih delovnih mestih, predvsem pa povezani, pa da nam ni nerodno. Kaj ne? Tako. Hvala, da ste si vzeli čas in bili z nami. Veliko uspeha s projektom še naprej. Mi se pa na hitro selimo v oglase. Se gledamo. Hvala.